Novo poročilo, podprto z obveščevalnimi podatki, kaže na pomemben premik znotraj Gaze, ki bi lahko preoblikoval politično prihodnost območja. Po poročanju izraelskega javnega medija Kan, vse več prebivalcev Gaze zdaj izraža podporo temu, da bi Hamas odložil orožje, ker razorožitev vidijo kot možno izhodno pot iz let vojne, uničenja in nestabilnosti. Poročilo navaja ugotovitve zahodnih obveščevalnih služb, ki kažejo, da je podpora oboroženemu odporu na terenu znatno upadla. Medtem ko razočaranje zaradi nadaljevanja konflikta in slabših življenjskih razmer vodi vedno več ljudi k podpori civilnemu vodstvu namesto militantni oblasti. Medtem Hamas še vedno zavrača razorožitev, saj so pogajanja o premirju še vedno v slepi ulici. Zdaj se nam pridružuje Hamza Abu Havadi, je palestinski pisatelj in nekdanji ujetnik Hamasa. Zdaj, Hamza, to poročilo nakazuje, da vse več Gazovcev podpira razorožitev Hamasa. Ampak iz tvoje perspektive, koliko to dejansko odraža želje in občutke ljudi na terenu? Ja, najprej hvala, da ste me povabili. Pravzaprav to potrjuje številna prejšnja poročila, ki so govorila o priljubljenosti Hamasa med prebivalci Gaze. Ena izmed njih je bila raziskava Palestinskega centra za politiko in raziskave, ki je leta 2025 ugotovila, da do 35% ljudi podpira Hamasovo vladavino nad Gazo. Druge ankete so dejansko menile, da je ta odstotek precej nižji. In glede na ljudi, s katerimi govorim, prijatelje in širšo družino, ki še vedno živi v Gazi, jasno je, da velika večina ljudi ne želi, da bi Hamas ostal v Gazi. Pa naj bo to v obliki vlade ali v obliki milice. Tako ljudje iščejo alternativo, ki bi lahko prevzela Gazo v povojnem scenariju ali začela z obnovo Gaze. A žal je vse to trenutno v nekakšnem mrtvem teku, saj Hamas seveda zavrača razorožitev in od podpisa premirja poskušajo zapolniti praznino, tako da so dobesedno povsod v Gazi, v ministrstvu za gospodarstvo, policiji, notranjem ministrstvu. Tako poskušajo zapolniti praznino, ker v Gazi dobesedno nihče drug tega ne počne. V Gazi so varnostne napetosti, rivalstvo med družinami ter med prohamasovskimi in antihamasovskimi milicami. Po drugi strani pa Hamas svojo pozicijo pogosto opravičuje s tem, da izraelska vlada ni v celoti izpolnila prve faze premirja. Govorimo o vstopu humanitarne pomoči, številkah, o katerih so se dogovorili v Trumpovem posebnem načrtu v 20 točkah, ali o dejstvu, da se nekateri zračni napadi še vedno nadaljujejo v Gazi, ali da se vojska premika preko rumene črte. Tako imamo nekakšen pad položaj. Ljudje ne želijo Hamasa in iščejo alternativo. Alternativo trenutno predstavlja tehnokratski odbor, ki je obtičal v Egiptu in ni vstopil v Gazo. In nihče pravzaprav nima odgovora na to, kako se bo ta situacija rešila. Če Hamas še naprej zavrača razorožitev, medtem ko se javno mnenje spreminja, kaj mislite, da to pomeni za prihodnjo legitimnost in nadzor v Gazi? In ali mislite, da obstaja možnost, da bi lahko videli nekakšen upor med navadnimi prebivalci Gaze? Če se Hamas še naprej razorožuje, ne morem reči, da vidim prihodnost za Gazo, pa naj gre za kakršnokoli obnovo ali ponovno izgradnjo Gaze. Ker nobena država ne bo pripravljena plačati niti centa za obnovo Gaze, dokler je Hamas takšen, dokler je Hamas oborožen ali dokler ima Hamas moč v Gazi. Ker vsi vemo, kam bo šel denar, če bi imel Hamas nadzor nad sredstvi za obnovo. To je ena stvar. Kar se tiče družbe, ne morem pričakovati, da bo družba naredila veliko, ker je ta družba izčrpana. Izčrpana zaradi več kot 2 let vojne, izčrpana zaradi pretekle lakote, razseljevanja in življenja v šotorih in so brez vsega. In ne bi rekel, da je odgovornost družbe, da razoroži Hamas. Predvidevam, da je to odgovornost policije, nove tehnokratske komisije, da opravi takšno nalogo. Nažalost je tehnokratska komisija izdala izjavo, v kateri je na nek način povedala, da to ni naša naloga in da je naša naloga le ohranjanje stanja ali obnova Gaze. Osebno menim, da bi morali biti odgovorni za kaj takega in razorožiti Hamas, ter da bi to orožje bilo prodano arabski državi, naj bo to Egipt ali katerakoli druga država. To je ena stvar. Če pa tehnokratska komisija tega ni pripravljena storiti,
gremo proti scenariju ponovne vojne, bi rekel to. Najboljša ideja je razmisliti o izboljšanju razmer na območjih onkraj rumene črte. Torej, če se karkoli zgodi, mislim, da se lahko prebivalstvo preseli na ta območja, da ne bi videli enake ravni humanitarnega trpljenja, kot smo ga videli med vojno. Zanima me, kaj pravijo tisti, s katerimi se pogovarjate na terenu. Kaj si želijo, da bi se zgodilo naprej? Ker je očitno, da slika, ki jo tukaj opisujete, kaže, da Hamas ne bo razorožen, razen če, kot ste rekli, pride tehnokratska policijska sila, ki to dejansko izvede. Kakšna so torej pričakovanja ljudi na terenu? Kako pričakujejo, da se bo to zgodilo? Pričakovanje ljudi je, da bo razorožitev izvedena bodisi v palestinskih rokah ali v rokah arabskih akterjev. Ne pričakujejo, da bi to storila izraelska stran. Pravzaprav temu sploh ne zaupajo od začetka. In popolnoma razumejo, da bodo, če bo to izvedeno z vojaško eskalacijo ali uporabo sile strani izraelske vojske, seveda civilisti plačali ceno tega. In kot sem rekel na začetku, je družba izjemno izčrpana zaradi te vojne in ni pripravljena vstopiti v novo fazo vojaške eskalacije ali vojne med Hamasom in Izraelom. Po drugi strani pa se tudi sami umikajo. Ali pa nočejo, da bi se vrnili v scenarij 6. oktobra, kjer ima Hamas nadzor nad vsem v Gazi. In se samo pripravljajo na novo vojaško zaostrovanje ali pripravljajo na novo vojno. To lahko traja 5 ali 7 let, potem pa se bomo spet vrnili na isto točko. Torej si družba želi, da se to izvede, bodisi s palestinske strani, ali pa bi to sprejeli v manjši meri s pomočjo sile arabskih držav. Zanimivo, prav. No, Hamza, rada bi se ti zelo zahvalila, da si se nam pridružil. Kot vedno je res zanimivo slišati tvoje poglede in slišati, kaj ti pripovedujejo tisti, ki so na terenu.